Golob je naš gost. Dobro večer. Dobro večer. Torej, včerajšnje dogajanje v Novem mestu je bilo nabito žalostjo, strahom, razočaranjem, jezo. Dejali ste, da je državni aparat glede tega vprašanja odpovedal. Zakaj? Glede, jaz po vsem tem času, kar sem predsednik vlade, sem prišel do spoznanja, da v borbi proti kriminalu se prevečkrat srečamo situacijo, ko državni aparat se počuti, kot da ima zvezane roke. Enkrat je to policija, enkrat je tožilstvo, včasih sodstvo. In mi smo imeli na to temo ogromno posvetovanj v zadnjih mesecih, ne v zadnjih dnevih, v zadnjih mesecih. Sedeli smo z vsemi njimi. Spraševali smo jih, katere so spremembe, ki so nujne, da se boste lahko učinkovito borili proti kriminalu in da boste zagotovili varnost ljudi. In vse to smo zdaj zgostili v Šuterjev zakon. Ker je primarni namen, glavni namen tega zakona je, da damo večja pooblastila državnemu aparatu za to, da bo res kriminalu lahko rekel dovolj. Predlagam, da gremo po vrsti. Najprej samo za začetek in še enkrat ponovimo, vsi ukrepi bodo veljali za vse, torej noben ukrep ne bo veljal samo specifično za eno skupnost v Sloveniji. Ne moremo delati razlik po narodnosti, seveda bodo vsi ukrepi veljali za vse. Najprej varnostni ukrepi, torej napovedali ste učinkovitejšo ureditev vstopa policistov v tuje stanovanje, izvedbo varnostnih akcij, odstranitev osebe s kraja, če krši javni red, policija bi lahko zahtevala takojšnje zaprtje lokala. Skratka, kar nekaj varnostnih ukrepov. Kako boste določili varovalke in pogoje, pod katerimi bo to izvršeno, torej pod kakšnimi pogoji se bo ta izvajala ta zaostritev? Glejte, pri varnosti je ključno, da so večina ukrepov, o katerih govorimo in kjer se dejansko daje pooblastila večja, so vezani na zaznavo orožja. Ko ima storilec pri sebi orožje ali pa ga je celo uporabil tik pred tem, takrat stopijo v veljavo ta pooblastila, to je prva, pravi, vezano je na orožje. In drugo, to se izvaja na tako imenovanih območjih z maksimalnim, z najvišjim stopnjo tveganja in ogroženosti. Pravi, generalni direktor policije razglasi območje kot tisto, kjer je ta varnost najbolj ogrožena in na teh območjih se to izvaja. Išče se orožje. Zakaj? Mi ne moremo učinkovito nasloviti nobenega od izzivov, ki jih ima tudi romska populacija, če predtem ne romska naselja osvobodimo kriminala, ki je danes dobesedno ugrabil ta naselja. Ostajamo pri varnostnih vprašanjih. Predlagam, da poslušajmo najprej komentar strokovnjaka za varnost dr. Denisa Čalete. Seveda je potrebno dati policistom, ne policiji kot inštituciji, ampak predvsem policistom vso moralno in strokovno podporo, da bodo lahko v bistvu opravili svoje delo. V nasprotnem primeru bomo še vedno priča temu, kar smo priča do zdaj, da policist mnogokrat razmisli, ali se spusti v postopek ali raje pogleda stran, ker nažalost se ob vsakem postopku, ki je bil kakorkoli vsaj malo medijsko izpostavljen, namesto da bi, bom rekel, vodstvo ministrstva, država kot taka stopila v bran policistu, ki je izvajal določene pooblastila, so se izvajali neki notranji nadzorni postopki, kar pa seveda sigurno ni pravi signal policistom v smislu tega, da bodo jutri v zelo zahtevnem varnostnem okolju morali izvajati ta pooblastila. Kako boste ukrepili policijo tudi kadrovsko? V resnici bomo okrepili kadrovsko policijo na tistih področjih, kjer bo veljala maksimalna ogroženost. Ampak kaj to pomeni za drugo? To pomeni konkretno, poglejte, kaj se dogaja ta teden v Novem mestu. Konkretno to pomeni, da bomo tisto policijsko postajo, upravo, kjer se zazna ta ogroženost, okrepili z enotami iz ostalih delov države, zato da niso njihove družine izpostavljene, okrepili s posebno enoto policije, specialno enoto policije in rezervisti. Vse to že izvajamo od nedelje v Novem mestu. Ne od danes, od nedelje. In rezultati so že vidni. Do sedaj je bil policist v Novem mestu prepuščen na nek način sam sebi. Od tu naprej z novim pristopom, predvsem pa s pooblastili, ki bodo koordinirana, bo drugače. In jaz verjamem, ko se bojo policisti, pa tudi tožilci, počutili, da končno lahko delajo stvari
na pravi način in s pravimi pooblastili, da bodo tudi te dileme odpravljene. Nekateri pravniki v današnjih odzivih pravijo, da že obstoječa zakonodaja omogoča nekatere ukrepe in da zaostritve pravzaprav niso potrebne. Poglejte, vi ste omenili, da državni aparat ne deluje, državni aparat se ne spreminja. Torej, zakaj že ne bi ukrepili sedanjih ukrepov? Zakaj so potrebne te ukrepitve? Ne, povedal sem, da je državni aparat odpovedal. Odpovedal je zaradi tega, ker se pravi čas ni opozorilo na to, kje v zakonodaji obstajajo ozka grla, da bi lahko državni aparat učinkovito opravljal svoje naloge. To je tisto. Jaz vam bom povedal zgodbo, vem, da je časa malo, ampak vseeno. Leta 2021 je prišlo do brutalnega umora strani 3 Romov in enega Slovenca, tako imenovanega brezdomca Slavca. Danes, to je bilo leta 2021, danes so vsi, ki so bili storilci, razen enega, na prostosti. Zakaj so na prostosti? Zaradi tega, ker aparat ni bil učinkovit. In še ta, ki ni na prostosti, je zato, ker je ponovil neko drugo kaznivo dejanje. In novi ukrepi bodo to po vašem mnenju vendarle omogočili? Jaz sem prepričan, da bodo novi ukrepi točno to točko tudi spremenili. Zaščita mladoletnih deklic, napovedali ste znižanje socialnih transferjev za družine, v katerih mladoletne deklice zanosijo in pomoč materam in otrokom na drug način. Predlagam, da poslušamo izjavo doktorice Vesne Leskošek. Mladoletniške nosečnosti so vedno znak družbenih neenakosti, revščine, slabih življenjskih okoliščin, v katerih ljudje živijo. Deklice ponavadi nimajo kaj dosti možnosti za to, da bi uravnavale svojo spolnost, niso izobražene v spolnosti, nimajo dovolj dostopa do ginekologije, do zaščite, do tega, da sploh rečejo ne spolnim odnosom, dostikrat so lahko tudi žrtve spolnih zlorab, posilstev in tako naprej, ne zgolj samo v romski skupnosti, ampak nasploh. No, zelo težko vprašanje, o katerem se do zdaj se zdi ni govorilo dovolj v slovenski javnosti. Povejte, kako bo država poskrbela za deklice na drug način, kot ste dejali? Jaz moram biti zelo neposreden. V teh dneh po uboju Aleša Šutarja so prišle na dan mnoge zgodbe. Ena od njih je zgodba o Romkini, ki je bila odličnjakinja v osnovni šoli in si je zelo želela iti v srednjo šolo za frizerko. Ampak doma so ji to preprečili. Preprečili so ji zato, ker so želeli njen denar. Kako je njena družina prišla do denarja, tako da so jo prisilili, da raje kot v šolo je zanosila. Finančni model, ki ga plačuje država, vsi mi plačujemo zato, da starši silijo mladoletne deklice v romskih naseljih v zanositev. Ta finančni model bomo pretrgali. Mladoletni otroci ne bodo več upravičeni do otroških dodatkov. Država bo morala ugotoviti, ali ti otroci dejansko živijo v ustreznih razmerah. In če ne bodo živeli v ustreznih razmerah, če starši ne bodo zmogli poskrbeti zanje, bo morala poskrbeti država. Poglejte, kako se obstajajo načini, seveda obstajajo. Kako se boste lotili, zelo konkretno vprašanje, kako se boste lotili pregona teh kaznivih dejanj za spolno dejanje z osebo, ki še ni stara 15 let, je zagrožena zaporna kazen od 3 do 8 let? Kaj se je doslej dogajalo? Vendarle te dejanja je treba preganjati. To je vprašanje za policijo in na tem področju je zakonodaja že danes jasna. Jaz vam pa govorim o tem, kako odpraviti vzrok, da je to stalna praksa, ki jo živijo v romskih naseljih. Tudi centri za socialno delo, ko bodo dobili zelo jasna navodila, bodo morali ustrezno reagirati pri tem, če bo še naprej prihajalo do... Zakonodaja je vendarle jasna že sedaj, če nadaljujemo z zasegom premoženja, denimo neznanega izvora, ta bo pospešen in olajšan. Kaj pomeni, da se bo lahko kaj začasno zaseglo takoj na mesto? Danes je kompliciran ta zaseg in neizmerno kompliciran zaradi zaščite pravic. Po novem se bo upeljal nov instrument začasnega zasega, ki bo obrnil dokazno breme. Kaj to pomeni? Ko se bo ugotovilo, da se nekdo pripelje z avtomobilom, za katerega ne vemo, čigav je, bo policija tak avtomobil zadržala, dokler se ne zglasi pravi lastnik. Tako je tudi prav. Ne moramo pristati na situacijo, ko nekdo, ki je na socialni pomoči, vozi avtomobil, ki je vreden 50 ali pa celo več tisoč evrov in ne poznamo lastnika. Male stvari
z zelo konkretnim učinkom, z enim samim namenom, da kriminal, mu rečemo, dovolj je. Ukrepi vezani na pravosodje, na področje kaznovalne politike ste na prvo mesto postavili ponavljajoče se prekrške in kazniva dejanja. Torej za kazniva dejanja z elementi nasilništva še posebej v skupinah opozarjate, zvišali boste kazni, v stanovanje bo mogoče vstopiti brez odločbe sodišča. Kaj rešujete s temi ukrepi? Danes imamo primere, ko so nekateri posamezniki imajo izrečenih po 10, 20, celo 50 tako glob kot tudi kazni, se na nje požvižgajo. V bodoče, ko bo nekdo ponavljal prekrške ali kazni, se bojo ti seštevali, bodo učinkovito ali izterjani ali nadomestni zapor. Najpomembneje pri temu je pa pogojne kazni, ki se danes po tekočem traku, tudi ko je nekdo naredil 4. ali 5. ali 10. nek prekršek, ne bodo več mogoče. Pogojne kazni po 3. dejanju ne bodo več možne. Ampak pravniki opozarjajo, da bi bila omejitev brezplačne pravne pomoči lahko pravno sporna. Kako jim odgovarjate? To smo slišali tudi v prispevku. Glejte, imamo primer, prej sem ga povedal, ko si nekateri, ki so brez denarja, na vides, vozijo drage avtomobile in imajo brezplačno pomoč, ki jo plačujemo mi. In ker imajo brezplačno pomoč, pravno, si lahko privoščijo, da svoje dejanja ponavljajo in ponavljajo in ponavljajo. Jaz mislim, da je prišel čas, da potegnemo črto. Nekdo, ki očitno načrtno ponavlja svoja kazniva dejanja, ne more biti upravičen enakih koristi kot vsi ostali, ki se nam mogoče zgodi to enkrat, dvakrat, potem pa s tem prenehamo. Torej, s pravniki sedaj pišete, kako ne rečem, pravno dikcijo te zakonodaje, ki jo pripravljate, vas skrbijo ustavne presoje? Glejte, jaz nisem pravnik. Moja naloga je, da ugotovim, kje v družbi se dogajajo anomalije. Kje smo zgrešili v preteklosti, vse vlade do zdaj, da je kriminal tako prisoten. Moja naloga je, da povem, kako naj pravniki, katere so rešitve, ki jih morajo pravniki najti. Kako jih bojo našli? Jaz mislim, da imamo zelo dobre pravnike v Sloveniji, zagotovo bojo našli rešitev in predvsem vem, da je družbena klima taka, da te rešitve pričakuje in zahteva od mene in da jih pričakuje tudi od vseh ostalih. Predlagam, da poslušava še eno izjavo, in sicer učiteljica Maja Regina, ki ima zelo veliko izkušenj z delom v romski skupnosti, je posebej za Odmeve poslala daljši zapis. Poslušajmo odlomek. V slabših ekonomskih in socialnih razmerah kot družina živi, bolj ogrožena je strani ostalih prebivalcev naselja. Družine, ki živijo v prikolicah ali barakah, v katerih zaradi zakonodaje ni možno legalno urediti električnega priključka, si elektriko sposojajo. To storijo tako, da elektriko na črno napeljejo od soseda, ta pa jim zaračunava večkratnik običajne cene. S tem so nenehno v dolgovih in primorani plačevati visoke obresti. Če dolgov ne zmorejo poravnati, jim upniki zasežejo bančne kartice in razpolagajo z njihovimi socialnimi transferi. Česa si, na primer, delavcem CSD-ja ne upajo povedati, saj bi s tem izgubili možnost uporabe električne energije in bili deležni nasilja oziroma povračilnih ukrepov. Gospod Golob, kar nekaj institucij smo omenila v tem pogovoru, poglejte, centri za socialno delo, pa sodstvo, pa policija in tako dalje. Govorite o novih ukrepih, ampak ljudje, sodniki bodo isti. V centrih za socialno delo delajo isti ljudje. Pravila bodo morda nekoliko drugačna, ampak že sedaj so takšna, da bi jih lahko uporabili pri reševanju tega problema. Kaj se bo torej spremenilo z novimi ukrepi? Jaz mislim, da vsi skupaj pozabljamo, zakaj smo danes tukaj. Tukaj smo, ker je človek Aleš Šutar izgubil življenje. Zato smo tukaj. In če želimo ta problem res rešiti na način, kot si ga on, ki je izgubil življenje, zasluži, njegova družina, se ga bomo lotili na pravem mestu. In pravo mesto je varnost. Najprej varnost in dovolje kriminalu. Pobrati orožje, zasežti drogo in premoženje neznanega izvora. Drugi korak je, kako dosežiti, da se bojo tisti, ki ponavljajo prekrške, ki so vzgojeni, dobesedno vzgojili smo jih, v prepričanju, da so nedotakljivi. Zato je storilec umoril Aleša Šutarja, ker je prepričan še danes, da je nedotakljiv. Njim moramo povedati s kaznovalno politiko, ne, niste več nedotakljivi. Potem bodo mogoče razmislili in ne bodo ponavljali takih stvari. In tretja stvar, izjemno pomembna.
Začeti moramo prevzgajati mlado generacijo. Zato smo že, ne zdaj, smo že deluje, uvedli obvezno obiskovanje vrtcev in obvezno obiskovanje šole strani romske populacije. To že deluje od 1. septembra. Zakon je bil že sprejet že spomladi. Zakaj je to pomembno? Začne se z varnostjo, s kaznovanjem tistih, ki nočejo sodelovati in s prevzgojo. In čez 10 let, šele čez 10 let, bomo lahko govorili, da smo vzgojili generacijo tudi Romov, ki bodo spoštovali pravila, ker jim bomo mi to omogočili. To, kar je bilo rečeno, da živijo v neurejenih razmerah, to je vse res. Ampak to poznamo, stotine let so bili v neurejenih. To bo potrebno urediti. Kriminal se je pa razpasil zdaj. Orožje je prišlo v zadnjih 15 letih. In zato smo v takem sistemu, ker v zadnjih 15 letih točki varnosti, tudi pri srečevanju s to problematiko, nihče ni posvetil pozornosti. Prihodnji teden torej bo zakon na vladi, kdaj ga nameravate poslati v državni zbor in kdaj ste prepričani, da bo sprejet oziroma upate, da bo sprejet? Vlada obravnava zakon četrtek, takoj ga pošljemo v državni zbor. Po zagotovilih, ki jih imam danes iz državnega zbora, bi bil lahko do konca meseca že v veljavi in na terenu se bo začel izvajati takoj. Ste se glede imena posvetovali z družino gospoda Šutarja? Ja, jaz moram povedati, da sem imel ta privilegij, da sem se srečal s soprogo še pred zborovanjem v Novem mestu. Sem bil zelo globoko ganjen z njenim pogumom. In veste, kaj mi je rekla? Ja, želim si, da je imenovan, ker bo to sinu, ki je mogel biti priča v moru, veliko čast in ponos in zato, da izguba njegova življenja ne bo za manj. In moja naloga je, da točno to poslanstvo zdaj tudi izpolnim. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam.